Avtošportnemu dogajanju v Sloveniji kar ni konca. Po reliju v Žalcu je tokrat na sporedu tradicionalni 1. septembrski vikend in z njim dirka za Evropsko prvenstvo v gorsko-hitrostnem avtomobilizmu GHD Ilirska Bistrica 2023. Lep pozdrav, cenjeni gledalke in gledalci! Gledate reportažo z največje slovenske dirke. Prijavljenih je namreč kar 231 dirkačev, ki čaka, da se požene na 5-kilometrsko progo proti Šembijam. Med njimi je tudi Anže Dovjak, ki je se zanesljivo vožnjo tekom sezone pridobil vodstvo v državnem prvenstvu. O tem, kdo so njegovi najbližji zasledovalci, pa v hitrem pregledu. 4 dirke so za ekipami in dirkači v državnem prvenstvu, zadnja je bila v Podnanosu 2 meseca nazaj. Brez dirke v Lučinah je bil poletni premor tako daljši kot lani, a dirkači so našli načine, kako ga dobro izkoristiti. Čez poletje nismo imeli kakšnega treninga, danes sem bil nazaj v avtomobilu, nismo nič trenirali, tako da pripravili smo se psihično, malo smo premislili, pa kaj. Smo malo nekaj stvari smo naredili tudi na avtu, sicer nič kar se tiče nekih performans, ampak bolj za določene stvari, ko so nas prej matrale glede tlaka olja pa teh stvari. V bistvu je bila kar velika luknja, zdaj, ko letos ni več Lučin, oziroma letos ni bilo Lučin. Tako da smo res veseli, da se v bistvu zdaj po slabih 2 mesecih vračamo. Anže Dovjak je tekom sezone torej zbral 96 točk, zmage pa letos še nima. 17 točk za njim se mu nevarno bliža aktualni prvak Milan Bubnič. Čuden, Grudnik in Rucijer pa so tesno drug ob drugem, dobrih 30 točk za vodilnim. Napeto je tudi v točkovanju skupine 4 po Performance Factorju. Boštjan Baša ima samo 3 točke naskoka pred Nikoletičem. V skupinah 5A in 5B še vedno na vrhu stojita oče in sin Klemen ter Nejc Trček. Med pokalnimi twingi, ki so odpeljali le eno dirko na Gorjancih, v Ilirski Bistrici prednost branil Miha Fabjan. GHD Ilirska Bistrica se je poleg slovenskega zdaj že dobro ustalila tudi v koledarjih evropskega, hrvaškega in avstrijskega prvenstva. Organizatorji so prejeli rekordno število prijav, a se je številka dirkačev pripuščenih na trening zmanjšala na 215. Proga od Ilirske Bistrice do Šembij je večini voznikov dobro poznana, a še vedno jo dirkači spoštujejo in obožujejo. Sigurno sodi med najbolj zanimivih, najbolj hitrih prog tudi v Sloveniji pa tudi v Evropi. Praktično ta konfiguracija, ki je že dolga leta, mislim 16 za Evropsko prvenstvo, ima tudi hitre, počasne dele, kombinacije. Spodaj hitra, potem kombinacija mehen bolj zaprtih ovinkov, na koncu spet malo hitrejša, tako da v bistvu tehnično srednje zahtevna, ampak hitrosti so dokaj visoke, sploh spodaj. Zelo hitra, ampak na drug način, ko recimo Podnanos, tam je bila, sicer so bili hitri ovinki, tukaj so pa dejansko te ravnine, kjer se dosegajo visoke hitrosti. Je pa toliko bolj pomembno tista točka zaviranja, pa moč zaviranja, pa da ni prehmal, pa da ni prepozno. Hitrost proge lahko predstavlja težavo, če je vedljivost omejena, kot je bila na štartu prvega sobotnega treninga ob 8:30. Megla se je k sreči hitro razkadila. Najhitrejši na prvem prehodu je bil pričakovano Kristjan Merli, lanski zmagovalec dirke. Sicer ne s prav blestečim časom, a dovolj je bilo za prednost 3 sekund in 2 desetink pred Čehom Petrom Trnko. Corentin Stark je zabeležil 3. čas treninga. Med konkurenco za točke državnega prvenstva je zmagovalec s Podnanosa Matej Grudnik najbolje odpeljal prvi trening. Le 2 stotinki zadaj pa je domačin Milan Bubnič dal vedeti, da boj za 30 točk še zdaleč ne bo lahek. Proga pa dobro leži Porscheju Matevža Čudna, dosegel je dovolj dober čas za 3. pozicijo. A ta se je že takoj na drugem treningu izboljšala. Čuden je namreč odpeljal najhitreje. Grudnik ni bil daleč, slabi 2 desetinki je znašel zaostanek. V najboljšo trojico se je tokrat uvrstil še Anže Dovjak. Bubnič je namreč podobno kot v Podnanosu utrpel tehnično okvaro. K sreči je štab ekipe lociran zelo blizu, tako da so se hitro lahko lotili popravljanja dirkalnika. Prav tako je v skupni razvrstitvi prišlo do spremembe na vrhu. Peter Trnka je postavil prvi čas drugega treninga. Ponovno mu je sledil Belgijec Stark, tretji je bil Joseba Iraola iz Baskije,
ki je Merljev najbližji zasledovalec v evropskem prvenstvu. Italijan tega treninga ni najbolje odpeljal, znanca z Gorjancev letos Christoph Lampert in Sebastian Petit sta bila pred njim. Za razliko od prejšnjih let je ostalo še dovolj časa za izpeljavo tretjega treninga. Poglejmo se dogajanje izven najboljše konkurence, začenši s Twingo pokalom, kjer je nastopalo 18 dirkačev. V kombiniranih časih je bil na koncu dneva najhitrejši Miha Fabian. Imel je kar 2 sekundi boljši čas pred Aljažem Ahčínom, drugim z Gorjancev. Tretji najboljši čas je dosegel Andraž Vidergaard. V Performance Factor razredu 5B je najboljši čas sobotnih treningov uspel Janu Pivku, ki ima že 2 stopničk letos. Z dosti manjšim izkupičkom tekom sezone je boj za več točk napovedal Andrej Prelc. Njegov čas je bil dobri 2 sekundi počasnejši od Pivkovega. Le 5 stotink za voznikom Suzuki v Swiftu pa se je uvrstil na iztrček. Sledila je skupina 5A, kjer so bile razlike še manjše. Aleš Prek je vodstvo na treningih zadržal za le 60 stotink pred Urbanom Milovčanom. Za prvaka Twingo pokala leta 2020 je to letos prvi dirkaški vikend. Tretji v tej skupini je bil Alojz Udovč v Klivu. Ta trening ni prinesel sprememb v skupni konkurenci državnega prvenstva. Čuden je dobil tudi ta trening in dan zaključil na prvem mestu. Drugi Matej Grudnik pa je imel več problemov. Cev za olje na njegovem Clivu E1 ni zdržala, s tem pa je olje steklo po zgornjem delu proge. To je povzročilo več nesreč, vključno s Hrvatom Domagojem Perekovićem, za katerega se je dirkaški vikend torej končal. Grudnik je kljub trku z ograjo in manjšemu požaru upal na nedeljski nastop. Ta situacija je preprečila, da bi se trening lahko nadaljeval, zato dirkači v prototipih niso dobili priložnosti še tretjič. Zato je Poljak Karol Krupa dosegel najboljši čas treninga. Med turnimi avtomobili je bil sicer v soboto najhitrejši Švicar Roni Brači. Skupno je čas Kristjana Merlja z prvega treninga veljal za najhitrejšega. Trnka in Štark sta mu sledila. Voznikov v prototipih in formulah je na dirkah v Ilirski Bistrici vse več. V tokratni izvedbi jih je na progo zapeljalo 27, med njimi tudi 2 Slovenca, eden že stari znanec v tej konkurenci, eden pa z letošnjo sezono vstopa v ta razred. To sta Vladimir Stanković in Mark Ivanov. Predstavila sta nam stroja, s katerimi nastopata na gorsko-hitrostnih dirkah. Ja, letos nastopam z novim dirkalnikom, to je športni prototip Osela P21, tudi v 2-litrskem razredu. Odločili smo se za en preskok, drugače pa Jano. Tole je tovarniška prototipna formula italijanskega proizvajalca Wolf Racing Cars. Poganja ga 1,1 litrski Aprilin atmosferski V4 motor. Zadeva tehta dobrih 400 kg, pogonja na zadnjih kolesih. Stanković je v tej sezoni odpeljal vse 4 dirke, v Skradinu je zabeležil odstop. Na zadnje je pod Nanosu dirko zaključil na 6. mestu. Ivanov je sezono začel na Gorjancih. Na svoji drugi dirki s tem prototipom je zabeležil uvrstitev v najboljšo deseterico. Seveda pa je pri prestopu v nov dirkalnik potrebno nekaj časa, da se nam privadiš. Vedno, ko imaš nov dirkalnik, je potrebno kar nekaj časa, da se navadiš na neke njegove lastnosti. Ta avto, recimo, v primerjavi z bivšo formulo ima veliko boljšo aerodinamiko, tudi dober mehanski oprijem. Tudi nekoliko drugačen stil vožnje, tako da iz dirke v dirko se vedno nekaj novega naučimo. Kako pa ste se že privadili na nov avto? Ja, super. Res zelo super se počutam. Jaz mislim, da tudi rezultati kažejo, lahko temu komot tako rečem. Po dolgem času imamo torej 2 Slovenca v atraktivnih prototipih. Upamo, da bomo v prihodnjih letih videli še koga, ki bi se odločil za prestop v to skupino in bi nas razveseljeval s hitrimi vožnjami. Čas je torej za začetek glavnega dela dirkaškega vikenda. Prva vožnja je bila na vrsti že ob 8. zjutraj. Akcija se je začela že zelo zgodaj z nesrečo Aljaža Ahčína, čigar Twingo se je prevrnil na bok. Aljaž je hitro splezal iz dirkalnika, ki pa je bil kar poškodovan. Po intervenciji z avtovleko in čiščenju proge se je dirka nadaljevala. Na mesto, ki prinašajo stopničke Twingo pokala, je tako prišel Kristjan Lozar. Andraž Vidergaard se je uvrstil kar 4 sekunde pred njim, Miha Fabian pa je bil kakopak neustavljiv. Izboljšal je rekord proge teh pokalnih vozil. Sledili so najhitrejši v razredu 5B. V najboljšo peterico se je uvrstila tudi Maša Eržen v Peugeotu 306. Pred njo je bil na 4. mestu Gašper Klemenc. Razlike med dirkači so bile posod večje od sekunde in pol.
Žan Cankar je bil 6 sekund za vodilni po prvi vožnji. Vmes je bil v še enem MG-ju ZR105 najboljši s treningov Jan Pivk. Nate Strček pa je upravičil vlogo favorita v tej skupini. Po prvi dirki je držal 3 sekunde prednosti. V skupini 5A po Performance Factorju je vodilni v točkovanju Klemen Trček osvojil 4. čas. Bolj uspešen je bil Urban Jelovčan, ki je kazal dobro formo na treningih. Najbližji zasledovalec Trčka na lestvici je Alojz Udovč, ki je dosegel 2. mesto v prvi tekmovalni vožnji. Razlika med njima v točkovanju znaša 17 točk. Najhitreje je kot pričakovano odpeljal Aleš Prek, ki se je v podnanosu vrnil na tekmovalne proge. Na vrhu med konkurenco državnega prvenstva so bili pričakovani akterji. 5. čas prvega prehoda je pripadal domačinu Mateju Mikuletiču, tudi najhitrejšemu v skupini 4. Najboljši 4 v prvenstvu pa so se zvrstili na prvih 4 mestih. 4. je bil Matej Grudnik. Njegov avto po sobotni nezgodi ni delal tako dobro, kot bi moral. Anže Dovjak na 3. poziciji je za vodilnim dirkačem zaostajal za skoraj 4 sekunde. To je bil seveda Milan Bubnič, a njegova prednost je bila vse prej kot velika. Zaostanek Matevža čudno je znašal le 22 sekunde, tako da se je obetal zelo dober boj za zmago. Dotaknimo se tujih voznikov v turnih avtomobilih. Kar veliko nesrečo je doživel Poljak Maciej Serafin v spodnjem delu proge. Dirkač se k sreči ni poškodoval, a ograjo so kar nekaj časa popravljali. Roni Brači je bil najboljši med konkurenco kategorije 1 za Evropsko prvenstvo, pred Čagrlom in Tausom. Čakali smo še na voznike v formulah in prototipih. Kar 5 dirkačev se je zvrstilo znotraj 5 sekund. Dovolj dober čas za 4. in 5. mesto sta dosegla Corentin Stark in Kristof Lampert. Čeh Peter Trnka je odpeljal kar hitro. Držal je 3. mesto po prvem prehodu. Joseba Iraola je bil namreč 80 boljši od njega, a še vedno je več kot sekundo zaostajal za prvim mestom. Tam je kraljeval Kristjan Merli. Razlika na vrhu je bila krepko manjša kot lani, tako da je druga vožnja tista, ki je odločila o zmagovalcu. Sledila je uradna otvoritev dirke. Prvič v zgodovini se je zgodilo, da je dirko otvoril najvišji predstavnik države. Nataša Pirc-Musar se je poleg uvodnega nagovora tudi ogledala drugo vožnjo. Njenega soproga in sina pa so celo zapeljali po tekmovalni progi v dirkalnikih. Druga vožnja se je torej prišla ob 13:30. Nič še nismo spregovorili o starodavnih vozilih. Gerald Glinsner s Porschejem 911 ni imel prave konkurence in zlahka v svoje zmago divizije 3 državnega prvenstva. Domen Popek s Fiatom, ki letos že ima zmago, mu je sledil na drugem mestu. Tretji je bil Matjaž Korošec z BMW-jem 325i. V prvenstvu je kljub slabšemu rezultatu še vedno na vrhu Boštjan Urbančič. Vozniki v Twingo pokalu so se naslednji podali v zadnjih 5 km dneva. Kristjan Lozar, ki je po prvi vožnji držal 3. mesto, je naletel na težave. 3. pozicijo je tako prevzel mladi Nik Poljanec. Drugo mesto je zadržal Andraž Vidergar, kar je izboljšanje v primerjavi z Gorjanci. Še drugo zmago sezone je slavil Miha Fabjan, s prednostjo 4,2 sekunde pred drugo uvrščeni. Jaka Kotnik je v svoji prvi dirki letos prišel na 4. mesto. Sledil mu je Anton Hughes. Dobrih 20 sekund je ločilo najboljšo deseterico. Miha Fabjan s 100% izkupičkom vodi za 15 točk pred Vidergarjem. Z eno dirko do konca je seveda boj za prvaka še kako odprt. Sledila je skupina 5B. Tukaj na drugi vožnji ni prišlo do sprememb. Žan Cankar je s 3. časom vožnje to pozicijo tudi obdržal. Prav tako tudi Jan Pivk, ki se je še malo oddaljil od Cankarja. Trojico MG-jev na stopničkah pa je zaključil Nate Strček s 4. zmago v sezoni. Še je izboljšal čas prve vožnje in za 8,6 sekunde zlahka slavil v Ilirski Bistrici. Visoko številko 29 dirkačev na cilju je seveda posledica tega, da so pokalni Twingi tudi v tej skupini. A med najboljšo deseterico tokrat ni bilo nobenega. Najdemo pa lahko 2 dekleti, Mašo Eržen in Tijano Vidmar na 5. ter 7. mestu. Boštjan Tratnik je s 5. mestom prehitel Tadeja Raubarja, za katerega se je ta vikend končal že na prvem treningu. Nate Strček je na dobri poti, da že v Buzetu osvoji naslov.
Kot v prejšnji skupini, tudi v skupini 5A ni bilo sprememb v pozicijah. Urban Jelovčan je ostal na 3. mestu. Aloj Sudoč je sicer drugo vožnjo odpeljal slabše, a je ohranil 4 desetinke prednosti, ki mu prinaša drugo mesto. Zanesljivo je znova odpeljal Aleš Prek, ki se je zagotovil drugo zaporedno zmago v letošnji sezoni. Kar 14 sekund je znašala njegova prednost. Klemen Trček je ostal na 4. mestu, prav tako Luka Likovič na 5. Vseh 12 dirkačev je prišlo do cilja. Trček še vedno vodi v točkovanju, se pa je Udovč le približal za 5 točk. Prek je teoretično še v boju za naslov, a bi zato potreboval nekaj sreče. Naslednja odločitev je štela največ, kar se slovenskega dela tiče. Matej Grudnik je odpeljal dosti bolje kot v prvi vožnji, a moj domest, ki prinaša stopničke, zmanjkalo le 6 desetink. Na najnižje je torej stopil Anže Dovjak, za katerega je to prvo 3. mesto sezone. Na vseh 4 dirkah je bil namreč drugi, tokrat pa je to pozicijo prevzel Matevž Čuden. Čeprav je dosegel boljši čas kot prej, to ni bilo dovolj za aktualnega prvaka Milana Bubniča. Čas 2:27,5 v drugi vožnji mu je prinesel 2,4 sekunde naskoka. Še preostanek najboljše deseterice. Ivan Hrženjak je uspel prehiteti Mikoletiča za le 9 stotink. Slednji je slavil zmago skupine 4 pred Boštjanom Bašo. Dovjak vztraja na vrhu razpredelnice, njegova prednost pa se topi. Vsega 30 točk loči najboljšo trojico z 2 dirkama do konca sezone. Preden povemo, kdo je skupni zmagovalec dirke, se dotaknimo še najboljših v turnih vozilih. Bračiju se je po prvi vožnji nasmihala zmaga, a je doživel odstop v drugi. Zaradi majhnih razlik je 4. po prvem prehodu Karol Krupa s hitro vožnjo prišel do zmage. Za le 2 stotinki pred Karlom Šagrlom, neverjetno. Francoz Nikola Verver je z najhitrejšim časom druge vožnje na koncu osvojil 3. mesto. 65 stotink za zmagovalcem. Zdaj pa najhitrejši trije na dirki. Peter Trnka je odpeljal več kot sekundo hitreje, a končna pozicija na najnižji stopnički se ni spremenila. Joseba Iraola je za manj kot sekundo obdržal drugo mesto, kar je odličen uspeh za dirkača iz Baskije. Še drugič v karieri pa je na progi na Šembije zmago osvojil Italijan Krista Merli v prototipu Osela FA30. Oggi sono molto felice perché ho vinto una gara difficile dove con gli ultimi regolamenti della FIA i motori turbo sono favoriti, perciò sono molto felice soprattutto perché ho portato a termine il mio compito di questa stagione, ho vinto il mio 5. campionato europeo e quindi dai sono veramente felice. V najboljši deseterici so vsi dirkači v prototipih in formulah. Krupa se je uvrstil na 13. mesto. Najboljši Slovenec je bil na koncu Vladimir Stanković na 18. poziciji, tik za njim pa Milan Bubnič. Če je Evropsko prvenstvo v gorsko-hitrostnih dirkah že zdavnaj odločeno z Merlijevim 100-odstotnim izkupičkom, je slovensko državno prvenstvo še daleč od tega. Kaj pa se bo zgodilo naslednjič, bomo videli že čez 2 tedna, ko je na sporedu gorsko-hitrostna dirka v Buzetu. Z vami pa bo ekipa Avtoportreta ponovno čez 3 tedne, ko je na sporedu naš največji rally, Rally Nova Gorica. Hvala za ogled, lep pozdrav in se vidimo naslednjič.